To je Radio 1 podcast. Če ste rojeni tam nekje v 80-ih, potem boste verjetno z veseljem pogledali današnjo epizodo podcasta, zato ker pride v goste band te generacije. Pridejo Bigfoot Mama, v njenem imenu Grega Skočir in Alen Stržaj. Mimogrede, Bigfooti imajo zunaj tudi nov spot za komad Adio Metuli. Skupaj z njima dvema pa bomo obujali spomine na tiste dobre špile, ugotavljali bomo, kaj jih v bistvu driva, kaj je poanta Bigfoot Mame in natrosli bomo seveda tudi kakšno zanimivost. No pa mogoče bomo ugotovili tudi, da nekatere že matra slab spomin. Danes je pa eden tistih dni, ko bo meni ostal zapisan v ful lepem spominu, zato ker sem na nov kavč rdeče barve dobila band moje mladosti, oziroma dva člana tega benda, in sicer Bigfoot Mamo. Kako sta? Pozdravljena. Zdravljena, Janja. A si mi rekel Janja? Lihka? Ja. Konc podcasta, nadaljujemo. Narobe ime. Dejalen poprav ga, prosim. Jana. Jana, pardon, Jana. To je najhujš, ko mi lahko rečeš, da mi rečeš v redu, Janja. Ne, v redu je, to kar naj gre noter. Se bo šlo. To naj gre noter. Ok, ti si lik z vaterpola. Ful smo dobro začeli. Ja, pejmo na vaterpolo. Ja, z vaterpolo sem, ja, res je. Se pravičujem ti še enkrat, Janja oziroma Jana. Sem pa z vaterpola, ja, res je. Pa drugače, ti si se pa vrnil iz potovanja, ne? Iz Tanzanije, res je. Iz Tanzanije. Po mojem mož malo bliže govoriti, bi jaz rekla. V redu, ok. Iz Tanzanije, kako je bilo? Ja, dobro, vznemirljivo. Veliko zanimivih živali sem videl. Ok. Zanimivih ljudi v drugačnih oblekah in z drugačno mentaliteto in z drugačnim načinom življenja. To mi je bilo najbolj všeč. Fajn, no, mislim, naporno, ampak je šlo. V redu, ja. Ok, ja, tako, ko sem začela, dejansko ste band ene generacije, prej smo se dosti pogovarjali o tem, tam nekje od 80-letniki dalje se mi zdi, ne, da je bilo tisti kor, ta prvi, ki je začel hoditi na vaše koncerte in je s tem v bistvu tudi odrasel, ne. Kako se vi tega spomnite? Prav teh ta prvih špilov, no, dajmo reči. Ja, kako se spomnimo ta prvi špilov? Ne vem, mi smo bili gimnazijski band, ne, ki smo... Ampak se bomo probali spomniti. Če že imena ne grejo, ne? Ja. Bili smo mlad gimnazijski band, najstniški pravzaprav, predvsem se jaz spomnim, razlika z takrat je bila ta, da takrat smo bili stari, ne vem, od 20 do 25 let, nisi imel še tiste odgovornosti, bil si še praktično najstnik, ne, oziroma starejši najstnik in seveda tak je bil tudi tvoj življenjski stil, samo 3 besede so šle ti po glavi, ne, sex and drugs and rock and roll, ne. Tako. In to se je tudi odražalo na naši glasbi, na naših besedilih takratnih. Bili smo pač mladi petelini in nas je zanimalo predvsem se fajn meta, ne. Je bil pa ključen tlele, da se je sploh zgodba začela Pero Lušin, a ne? Oziroma, nekje sem zasledila, da ste ga klicali gospodar. Ja, gospodar, ja, to je bil. Ja, pravzaprav del Bigfoot Mame je bil, smo bili člani njegovega spremljevalnega benda, Vitezi obložene mize. To so bili časi Hiša nasprot sonca, Najboljši par in tako naprej. In smo preživeli čudovita 4 leta skupaj, kjer smo se kot najstniki, ne, oziroma starejši najstniki soočali z njegovo izobrazbo oziroma z njegovim poslanstvom, da izobrazi mladi kader v rock'n'roll lifestyle. Tako da smo se veliko od njega naučili dobrih, slabih stvari in klicali smo ga pa gospodar ravno zaradi tega, ker je bil tudi mi, tako kot si ti rekla, da smo band tvoje mladosti, tako so bili punkerti band naše mladosti. Ne. In ko smo bili stari, ne vem, 10 let, se nikoli v življenju nismo mislili, da bomo mi kdaj spoznali Pero Lušin osebno, kamoli, da bi z njimi igrali. No, o tem govori. Meni je tako, recimo, se pravim, a veš, od tiza, ko smo bili spodaj pod odrom, pa peli z vami, pa skakali, pa to, do tega, da zdaj pač kulturno sedimo na kavču in se pogovarjamo in smo nekako na tem nivoju, da smo tako, čau, kaj ti kaj, ne? To je ta preskok, je res tako. Ja, mi smo imeli blazno spoštovanje do njega, ravno zaradi tega, ker je bil on že ikona, ker smo se veliko tudi od njegove glasbe naučili in predvsem je bil pa lik, ne? On je tak zabaven, hedonist, inteligenten, odprt, pravzaprav zelo dober človek po duši. Ja.
jaz lahko rečem, da je mogoče edini človek v življenju, ki mi ni rekel žal besede. Wow. Okay. In klicali smo ga pa gospodar zaradi tega, ker je bilo veliko tudi internih pač hecov in tako naprej. In takrat je bilo, ker je papež prišel v Slovenijo, če se spomniš. Se spomnim. In so bili plakati Oče, potrdi nas v veri. Ja. No, ko smo se mi peljali na Špile, se je Perči vzrl v avtu proti nam pa rekel, zdaj morate klicati Otce, potrdi nas v grehu. Ja, to čisto v njegovi maniri. Tako, ja. Gregor, bova kakšno rekla? Zdaj smo že na vrsti. Nekaj si tiho. Zdaj je bil vod, tle me še ni bilo, zdaj pa lahko vprašaš, kako sem pa jaz začel. Točno to me zanima. Ne, ti si menil prejšnjega pevca, Kosa. Da. Se pravi, da si jih vseeno spremljal. Prej, že, ampak ne pa ful, da bi rekel. Slišal sem po imenu, kdo so, bil sem na kakšnemu ali na enem ali na 2 koncertih, pa še to prek enih sosedov, ki so poznali dober Gušća, se pravi, pohranjenih takih je bilo če. Sva se pa res Gušćem takrat ful več družila, hodila sva na neke iste place po Ljubljani in tako naprej. In pol nekako, ne vem, se tudi bilo tako vse skupaj hitra, ti imamo, rabimo enega, ti vsi, si bi, ajde, grem pogledat, ne vem. In tak nisem točno vedel, kaj sploh prihajam. Fajn mi pa bilo, ker so fanti že znali to igrati, predvsem pa te covere. Sem rekel, wow, zdaj pa band cover igra. Včasih si gledal kakšen band, ki je igral svojega ali pa ne svojega. Ti so bili res uigran band, ne. Videli se je, da so že kar nekaj imeli. Plus to, da so fanti igrali še s Perotom vmes, med drugim, no, tako da je bilo tako, mislim, bazičen rock'n'roll band, ne, tako, zelo me je dvignil v pozitivi, ker sem videl, da se iz tega benda mogoče lahko še kaj naredi, ne. Ja. Potem pa itak avtorska glasba, Pero nas je tle še malo potegnil s tem vozom, ne. In kar naenkrat so bili koncerti, 1, 2, 3, 5, 10 je bil že skoraj, bom rekel, kar na vaših koncih, kar poln že, ne. Ja. Čeprav nismo, ne vem, ali pa smo ni dali plošče ven. Tako, zelo hitro se nam je odvijalo. Meni je bilo ful zanimivo, tole sem v bistvu v dokumentarcu temu vašemu Ti dan v tednu, ne, je bilo rečeno, da zelo hitro ste spravili skupaj ta prvi CD, a ne, 15 ur, če se ne motim, ampak nobenega odziva ni bilo, takrat na komade. To je tako me ful presenetilo, ker sem mislila pač, da je bil že takrat, ne. Tudi nas je to presenetilo takrat. Ta nek boom. Recimo Dan je takrat rekel, da mu je pač vse dol padlo, da mu ni bilo več do tega, ker je folk še zmeraj tripal na štance, ki so bile takrat popularne, ne. Ja, to je res. Bilo je kar malo težko orati ledino, kakor recimo danes se sliši 90-ta, rečemo, da so bila rockerska leta, pa to ne, ampak v Sloveniji je to malo prišlo zamudo in takrat je bilo dejansko ta nek za nas nadležen, umeten pop, tehnopop, ali kako se je že temu rekel, elektronski in biti takrat rocker je bilo, kakor da hodiš proti vetru, ne, mislim, proti samemu sebi. Tako da, ampak mi smo rekli, mi to čutimo in mi bomo to igrali ne glede, nas ni zanimalo, zdaj, ali bo to levo, ali bo to desno, ali bo to full hit, ali bo to, ne vem kaj, nas je sam zanimali igrati. In smo dali ven komade, kot so Malo Ninfomanka, video spot posneli, super spot, Nisem več s tabo in tako naprej. To so zdaj klasike. To so zdaj klasike, Črn tulipan, Rola se. To je recimo zelo počasi začel prijemati, ni bilo na prvo žogo. Ne. Edini komad polk je pa res bil, ker smo pa že toliko naredili, da smo bili res najbolj pričakovan band in so vsi čakali, kaj bomo naredili, je bil pa Leti severa. Ta je pa res rato instantno. Ampak to je bilo šele po 3. plati. Se pravi 3 leta kasneje. Ja. V bistvu kje so vas najprej sprejeli? Ker mene je recimo fasciniralo to, da ste vi z ljubljanščino, ko vemo, kako je pač folk drugje po Sloveniji dojema, da ste uspeli lih v unih predeljih, ki so recimo najbolj proti, da se tako izrazim. Se pravi Primorska, Štajerska, tudi Prekmurje pol kasneje, ne? In to je bilo meni tako, še zdaj mi je fascinanten podatek, no? A so bile te regije naprej? Primorska za začetek, Štajerska je prišla mogoče malo kasneje. Ja, okej. Pa tudi pol Prekmurja, ampak recimo, se pravi, to, zakaj se ni parelne, ampak mi smo nekako bili zavarovani sami vase, zato ker smo imeli veliko terena, ne. Nas je teren kar veliko rešval takrat, ne. Dobro, zdaj ne poznajo naše komade, ampak važno, da mi igramo. In ko smo mi igrali, se tle govorim še s Perotom, ne. Špero je imel to zmeram, predvsem te primorske konce, zmeram več ima razprodane, so bile to Žable, Kobe glava, ne vem, karkoli tam okoli. In takrat vem, da mi smo bili tam zraven in ljudje so nas slišali, zato je ta zadeva pol prišla enkrat na to, ne. Ker če bi mi tam posneli plato, pa rekel, ok, posneli smo plato, zdaj gremo pa nazaj v službo oziroma karkoli delati, ne. Najbrž teh promocija ne bilo tako močne. Res smo imeli terena, smo imeli takrat za tiste cajte, kot en mlad, nov band,
kar veliko. No. Je pa hecam to, recimo, da je bila Primorska pregovorno rokerska vedno, še iz 70-ih, 80-ih in tako naprej. Ne? In takrat se je res na Primorskem igralo praktično vsaki vasi, vsak teden, kakšen band, ne? In je pa hec, da se je potem pa glih konc 90-ih se je pa začela Primorska obračati in takrat začela štanca tudi v primorske korenine se uveljavljati, tako da kar naenkrat je kar začela zamirati, kar se tiče roka, ne? Se je pa kar naenkrat odprla Štajerska oziroma Koroška, ne? Koroška, tudi, ja. Pa potem kar naenkrat Prekmurje, ki nikoli ni bilo rokersko, ne? Ki pregovorno je bilo anti, ampak izgleda, da pač na vsako obdobje neka nova regija naredila. Neka nova, recimo zdaj v zadnjem času, v zadnjih 10-15 letih pa lahko rečem, da je Gorenjska najbolj da se je smela na borok, ne? Ja. A se spomnite une točke preloma, ki ste si rekli, tle pa zdaj bo neki, čutimo, da se začenja dogajati, da smo vse bolj popularni. Se spomniš? Ja, mislim, to je bilo tle, okoli te tretje platene, se pravim, let severa, takrat se je to začelo dogajati. Tretja dimenzija, ne? Pardon, let severa, tretja dimenzija. Ampak mi takrat nismo bili toliko zavarvani v to zgodbo, da bomo mi res ratali nekoč velik band. Tle smo imeli takrat našega menedžera, sicer nažalost pokojnega Toplaka, ki je rekel, fajte, gremo delati križanke. Sem rekel, dobro, križanke ne dela, zdaj, ker vsak že tako težko je Slovenca ne križanke, ne? Takrat? Takrat, za tiste cajte govorim. Ne gremo, boste videli, sigurno. Res, da se on se je res vozil po tej Sloveniji, pa so bili mečkani placi, pa so bili kakšni večji, pa so bili kakšni res veliki že. In nekako se je to naredilo, on je rekel, naredimo reklamo, naredimo to, takrat si težko še si prvošel pohnenih drugih stvari, se pravi sponzorskih donacij, karkoli že, ne. Ampak prve križanke razprodane in to, bom rekel tako, kar že pred koncertom, kakšne 3 tedne mogoče, ne. In res je bilo tisto fascinantno takrat. In takrat smo mi dojeli, da smo nek band, da smo neko pozicijo se uveljavili. To je bil prvi naš samostojen velik koncert. Čeprav pa prvi indic, se spomnim, bilo pa še pred tem, mogoče kakšnega pol leta ali pa kaj tazga, ki je bil pa nek festival v Hali Tivoli, kjer je nastopal, ne vem, koliko 10 bendov, vsak po, ne vem, 3 komade ali kakorkoli. Ampak mi smo bili takrat še dosti neznani. Mislim, takrat so bili recimo glavne zvezde večera, so bili Plavi orkestar, mislim, da Anteni žur, ne? Ja, Parni valjak, ali pa ne vem, zdaj kdo, rock and band in tako naprej. Mi smo bili pač eni samo od mnogih, a ne? Ampak, ko so nas napovedali, je cela dvorana zletela v luft. In takrat smo pa, takrat je pa kar malo stisnil v ritki, zdaj pa znam zares. A pride s tem polje na tako odgovornost? Oziroma, zdaj pa moramo začeti resno. Ne vem, če vas. Sam nas takrat nič ni zanimalo. Ne zanima, sem, da je bilo dobro, pa da smo lahko bili, pa da smo prišli domov, ko so ptički čivkali. Tako, Glede na to, kaj ste vi pol dosegli, začeli ste s križankami prvi, ne? Ampak ste šli pol naprej na Tivoli in ste šli pol naprej, oprostite, na Stožice. Se pravi, vi ste bili prvi slovenski band. Ja, to je pa res. Ki je delal tele neke prve korak premike. Jaz se spomnim, ko sem bila dobro v Stožce, jaz ne bom pozabila, gor na balkonu smo stali in ko si ti to pogledal in si videl to morje ljudi, to je bil en tak poseben feeling, ful dobro slovenskemu bandu je uspelo nekaj, kar je nemogoče, da jim tako reči. Takrat so govorili tako. Takrat se je vedno, ko smo mi, se pravim, orali ledino, se je zdelo nemogoče. Takrat križanke ta prvič, kako je Grega omenil, ki je Toplak rekel, mi smo sam pogledali, smo rekli, če boš pa naredil križanke, pa jih pa naredi, mi bomo igrali, ne. Pol Hala Tivoli, isto, ni bilo slovenskega benda, ki bi mogoče v 80-ih kakšni Videosex ali pa, ne vem, Agropa, pa ne vem kdo že. Pol Stožice tudi. Rokerskega slovenskega benda ni bilo. Danes se to sliši, veš, zdaj gre že skoraj vsak bend v križanke. Zdaj je to normalna stvar. Ja, zdaj gre skoraj tudi vsak bend že v Stožice. Točno to. Mislim, hvala Bogu, se s tem se sem pokaže, da ljudje imajo radi tudi slovensko muziko in masovno delajo te večje koncerte, ne samo en bend, 2 benda, ampak zdaj naredi po moje že 5-8 bendov slovenskih lahko Stožice. Ampak mislite, da je bil takrat recimo sam nek strah enostavno pred temi prostori, da se ne bo prodajalo, ker se mi zdi, da je tako, da en začne, pol kar gre.
Veš kaj, slovenska muzika ni bila tako neki zelo na zelo dobrem glasu takrat, v smislu, kao, vsi so dvomali, veš, tisto, kar je naše, dvomimo, ne, a veš, a slovenski bend, ma kaj bo slovenski bend, a veš, pa Hrvatje pride, pa vse polno, ne. Tako da je bilo mogoče to malo nezaupanje, ne, in je bilo treba umetno nasilo to potisniti, pokazati, ne, da so ljudje videli, vse se da, ne. Ja. Vi, glede na to, kar ste mi zdaj povedala, praktično niste imeli neke, bom rekla, strategije, kako boste šli naprej. Vi ste pač sam šli, ker zdaj primerjam recimo z mladimi bendi, ki zdaj prihajajo oziroma so že na sceni, to je cel plan narejen. Gremo to, tja, snemamo tako, pri vas pač tega ni bilo. Ja, časi so se spremenili, ne. Takrat se ni delalo tako, ne. Danes je pač zaradi vseh teh novih tehnologij in drugačnega načina trženja je treba pač imeti vnaprej strategijo in velike bendov, se pravi velike izvajalcev, morje in je treba nekako se prebiti, da dobiš pozornost, ne. V 90-ih tega ni bilo treba, ker si imel par radijev, MTV si imel še takrat slovensko televizijo in tisti, ki se je tam pojavil, je bil instantno zvezda, ne. Sploh recimo polke so prišle videospotnice, ne. Ja. Praktično vsak je prišel gor, je imel špile, je, danes temu več ni tako, ne. Ja. Alen, kaj prinesel Gregov band? Predvsem karizmo na vokalu. To je bistvena stvar. Se pravi, interpretacija, neka osebna avtorska interpretacija tekstov in glasbe. Lahko rečem, lahko to ilustriram s tem, kar je odnesel, se pravi, kar on ni prinesel, ne. Ker smo prej, tako kot je omenil, smo igrali veliko coverjev, se pravi, tujih, angleških predvsem, ne. In tle nekako ni se znajdu noter tako kot v avtorskih, kar je bilo seveda idealna kombinacija za avtorski bend, ki se hoče razviti kot avtorski. Ne? Meni je pri tebi nekaj najboljšega, Grega, to, vsaj jaz te tako dojemam, mogoče se motim, ampak le me boste popravili, tak si pod odrom, tak si tudi na odru. Skratka, ne prevzame enega drugega jaza, ampak priješ gor in si Grega Skočir spodnji. Ja, no, mislim, prav matram se ne, da bi zaglumil nekoga, ki bo zdaj naredil to malo drugače, kot je. Dosti sem iskren pri svojih stvarih in zato mi je to vse neko preveč umetno uvrščene, umetno pozirane na odru, mi nekako ne pride do živega. Tak sem jaz tudi tako v življenju, sicer se ve, ko prišti na odr, se ti naredijo klikari, nekaj malo drugače se ti že spreobrne, neki parametri se ti sigurno malo poderejo, ne, od privat življenja, ampak ja, v redu je, mislim, konc mene je bistvo, da ko prijem na odr, da sem od prve sekunde do zadnje sekunde najprej seveda s bendom in potem seveda tudi s publiko avtomatsko. Ne. Tako da ta simbioza oziroma ta push, ki ga jaz čutam, mi je pač to. In potem, da vsi zadovoljni gremo z odra dol in nekako še podebatiramo se, še pozabavamo do nekih določenih, ne več toliko poznih ur, kot včasih, ampak določenih ur in se odpeljemo vsak v svojo gajbo domov, recimo, ne, stanovanje, nekam, kjerkoli smo. Tako ta zgodba mi je. Mislim, ni mi tisto, danes pa moram, zdaj pa ne grem, tu in ne. Sve so se stvari začele spreminjati, včasih smo hodili s kombijem že, ne vem, ob 3 popoldne, mi, ko smo prišli na tonsko vajo, smo imeli že avtomatsko preko grla en koncert čez, ne. Tako je Gušti rekel, vse se spomniš, ne, pa smo mogli se pa strezen, da smo imeli pa še koncert, pa po koncertu pa še enkrat, ne, to je bilo 2-krat na teden, 2-krat v istem večeru, ne. Ampak to je bil res žur, ne, zdaj pa valjda, zdaj že, ne vem, moče že zoki pa šlo se to drastično začelo spreminjati, ne. Mislim, začeli smo res muziko dajati na prvo mesto, preka zabavo in vse ostalo, kar se čisto naravno, da kot človek odrašča, ne, da spreminja način življenja, spreminja mentaliteto in rečemo, meni všeč pri Bigfoot je to, ker se na vsaki plošči vidi zapis tistega časa, se pravi mentalitete, tako kot smo takrat razmišljali, ne. Seveda zdaj ne bi mogli napisati komada, kot je mala ninfomanka v smislu v šolo hod kreteno ne prenaša, ker bi bilo to že pedofilija, ne. Ja, zdaj bi bilo vse malo drugače, ja. Ja, zdaj se to drugače pove, ne. Ja, moraš malo bolj pazljivo zavideti vse skupaj. Naprimer, mlada je sama, ne. Prej, ko si omenil Grega Skočire, tudi 4 na dan ste imeli? Bom rekel, na vrhuncu. Ja. To je bil rekord. Ja. Oziroma rekord jih je bilo 116. V enem letu, a ne? Ja, to so bili koncerti, recimo, koliko smo bili stari, ne vem, dobrih 20, ne, takrat začetki. Za časa Toplaka, recimo, bila je osnovna šola, če se ne motim, v Novem mestu,
ali pa srednja, zdaj bom rekel prej srednja mogoče. In najprej zjutraj dopoldne za A-turnus, en koncert s copatki, vse iz A-turnusa zmetati, B-turnus, popoldanski turnus, še en koncert za B-turnus, zvečer še na en koncert iti, pa potem še na eno mogoče poroko prej privat, pa na koncertno, vse enkrat se je zgodil tisto, kar bi mogli rekord postaviti, pa ga nismo, ker mi ta zadnji koncert nam ni znesel. Priznam, bil sem jaz kriv, ker sem od Mirande nisem šel pravočasno, tako da... No, pa kaj si jo liho omenil, dajmo kakšno o Mirandi. Od Mirande nisem šel pravočasno, ne, in nam rekel, da je band ni šel, band bi šel, jaz nisem šel. Tam smo vas mi, recimo Primorska vas je dost, jaz sem vas tam spoznala, koncev. Vi ste bili tam tako, vsake 14 dni skor, no? Ja. Bom rekla tako, enkrat je bil Pero, enkrat ste bili vi, pol je v letu še kakšen drug band, ampak jaz mislim, da smo... Pero pa mi. Najbolj smo čakali vas. Ja, ni bilo veliko rockerskih bendov takrat, ne, Primorsko oziroma sploh ta konc Kraški je pa hrepenel po rock'n'rollu, ne, da se jim strga, ne, in mi smo bili kot naročeni za to, ne, Pero, Lošin tudi, ne. Ja. In tam so bile res velike žurke pri Mirandi, to je bilo po 5000 ljudi na travniku. Brez vstopnine, mimogrede. Ja. Ceste zapreti, hudo je bilo tisto. Ja. Backstage smo imeli poštali. Ja. Z drugega niste imeli kje imeti, ne? Tako, ja. Ja, točno to. Odr čist mehen, ampak naroda pa za... Odr dol pod eno strehce, kako bi... Ja, šotor. Neko terasco, ja, pa. A je bil kdaj odr premehen? A je kdo kdaj padel dol, Grega? Tudi na odru sem padel, ne sem dol. Tudi na velikem odru. Tudi na odru se pade, ne? Ne, govorim o tem, meni bo to zmer fascinantno, da so se zgodili taki lapsusi, ne, pri katerih je pomagalo tudi kaj drugega iz kozarca, ampak folk ni zamiral. Mi smo pač, njega ni bilo več slišati, tudi videti ne. Ja. Mi smo pač naprej, je folk pel komade, itak smo jih znali in to je bilo to. Ni bilo nobenih zamir do benda, kar se mi zdi, da bi bilo danes... Ne, to ni ja, če za sebe govorim, jaz se spomnim 2 lapsusov, ne? Več jih skoraj sigurno ni bilo. Več je bilo mogoče nekaj na pol, ampak prav za ne, lapsusi so bili res enkrat, ne vem, kje smo bili. Pri Mirandi? Pri Mirandi je bil zihar en, bil en, pri Mirandi bil en, pa ta drugi bil pa ne vem, kje je tudi tle vaši konci nekaj, zdaj se ne moram spomniti. Zeleni gaj, po mojem. Tisto, kar sem rekel, fante, bož, da me kar zalepte s stage tapom okoli mikrofona, da ne bo slučajno kelo. To je bilo 2krat. Tisto je bilo res, tisto mi je bilo neugodno. Potem mi pa 2krat, ali pa enkrat, 2krat zgodili, ker smo bili tudi s Perotom kot gost, ker so oni igrali, pa sem jaz pa šel kar tako mal. Tisto so bile tudi zgodbe, ne? Ampak tam sem vedel, da nimam toliko velik, ne? Sem imel samo recimo kot gost pri kakšni banderi. Takrat se je tudi dogajalo marsikaj. Če ne pa, da zdaj prav, včasih je bilo boljš, včasih slabšne. Da bi bilo zdaj kakšna res štala, se pa ne spomnim. Dola smo dol, mogoče smo kdaj skočili. Ne, samo glih to je res. Ker recimo so bendi, še to povem do konca, so bendi recimo, če že gledaš ene majke, ne recimo, velik rock band, tam ga ni koncerta, da ne bilo kaj narobe. Tam v bistvu se mi zdi, da že mora biti, da je že to nek ta renome oziroma. Ja, točno to. Ampak to je... To je imidž tega, ne, karkoli imajo. Pa tudi redki so glasbeniki oziroma pevci, ki se lahko to poroščajo, ne. To moraš imeti res karizmo, ne. In to je, recimo, tudi za Perota Lošina, ne. Preden smo ga spoznali, mi smo mislili, da je zajeban človek, ni dober češen z njim zobat, ne, tako je pač deloval, ne. In smo mislili, da oni tako skozi zadetsko spijan in agresiven in neki ne vem kva. In ko smo prišli, smo videli, da mi več spijemo kot on in da je čisto normalen, čisto v redu človeka. Ne. Tako da to so neki te mogoče predsodki, ki pa kad človeka spoznaš, vidiš, da je to malo drugačne. Ampak všeč mi je, da niste nikoli imeli problem se kazati v neki drugi luči. Pač ja, ful je bilo alkohola, ful je bilo teh stvari, ampak to je pač rock'n'roll in vi ste živeli. Se pravim, eni redkih, kar res potrdite to, no? Ja, mislim, ta kliše, ne, sex and drugs and rock'n'roll, to dejansko za nas ni bil nikoli kliše, ampak dejansko je to, kukor se sliši klišejevsko, pa mogoče kmečko donže, ampak dejansko je bil to naš način razmišljanja. In smo si ga provoščali, ker smo rekli, to pasali in še dobro smo se imeli zraven tega vsega. Ne? In še uspešno. Seveda pol s časom padejo te neke določene zgodbe. Ne? Se je tudi energija
Mislim, na koncert moš pol gledati res kot na nekaj, kar moš dati publiki. Včasih res to je bilo čisto vsem, ki zgor prišel, ali bo Tulenje, ali bo Uno, ali je Un zafušil, ali Un sploh ni hiter igral, počasi igral. Sem da je rupotapal, da je folk nori. Nobenega, da bi rekel, a si tam, a se spomniš, kaj si naredil. Zdaj pa res, ko pridemo kdaj, če kakšen filček, kaj je bilo pa pred tisto, res pa na pedanti na določenih stvari. A ste vi rateli taki, dejansko bolj? Okay. Seveda se tudi, kad delamo recimo materiale, to čisto je druga zgodba. Še včasih naredimo tak, malo pokazal, gremo snemati, recimo, ne. Zdaj se razmišlja, podira zgodbo, ki je že narejena, se stavlja na novo, vsak ima svoje zapoveda, tu bi tako, jaz bi tako, v tret bi malo drugač. In ta veš, najde to simbiozo, oziroma to, da vseh 5 pol nekako poklika, je zdaj vse bolj počas gre, ne gre več, ampak hvala Bogu, so pa saj izdelki pol, dosti bolj, bom rekel, nekako zapakirani, aranžersko, tekstovno, glasbeno, izvajalsko, karkoli že ne. Res se vsak potrudi pol v tej svoji zgodbi in res se dobro to pol tudi sliši. Začne se v bistvu tako, da telo ti začne sporočati, da ne more več toliko prekonzumirati. Super, to me zanima, kje se vam ni dalo več? No, to. Ne, vse se nam da še. Ne, govorimo o rock'n'rollu. Ja, vse se nam da še. Ampak malo drugačnem. Ja, seveda. Se pravim, za leti ali pa s časoma ti začne telo sporočati, da to tako več ne gre, ne, in potem začneš, mi smo drastično zmanjšali količino alkohola, recimo v zadnjih, 10-15 letih, ne. In seveda, bolj ko si trezen, bolj začneš pol razmišljati o drugih stvarih, bolj konstruktivnih, se pravi muzika, igranje, komadi, promocija, bla, 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 ne. Tako da smo res se začeli na tem področju smo nekako na višji level ga spravili, ne. Se pravi, manj sex and drugs and rock'n'roll, pa več muzike, več tega nekega konstruktivnega ustvarjanja. Ker konc koncev v takih sajtih živimo, ker treba res razmišljati vsako malenkost, kar se tiče benda. Ni zdaj pri bendu samo to, da gremo posnet muziko, pa da izdaš plato. Tlej še ful enih stvari. Kdaj? Promocije, fotkanje, spoti, ma ni. Zdaj valjda to, včasih smo rekli, vse bo to naredil se to bo naredil pa smo ga srali, ne. Zdaj radi pogovarjamo s temi ljudmi. Ali so to režiserji, ali so dizajnerji, ali so, ne vem, zelo radi se poistovetimo z njimi, poslušamo jih. Včasih se rekel, ok, ta bo to naredil, pa z ga videl, kaj pa ne so že izdelk, ne. Zdaj pa, ali ti bo všeč, ali ti ni bilo všeč, zdaj pa je to tako drugače, no. Včasih je bilo free, pa si sedel pod Marelo, pa žuluper, ne, zdaj pa delaš, ne, se hvala Bogu, imamo tudi ekipo, ki ful pomaga. Manj objestnosti, pa več modrosti, no. Tako. Za leti. Grega, ko si omenil ful razmišljanje, pa ful postavljanje neke zgodbe, sem pomislila na Žareta Paka. Ja. In Žare Pak, se mi zdi, da je eden tudi ključnih oseb po vaši karieri, ki vam je pomagal pri 4 ploščah, če se ne motim. Mogoče celo več? 6. 6, ok. No in v bistvu tle je dosti ljudi, oziroma skoraj vsak, kaj je delal z njim. Vsak ima neko svojo zgodbo, ampak neka osnova je pa dosti ista. In to so procesi njegovi. Kako se vi tega spomnite? Takrat je bil mlajši, kaj ne? Takrat smo nekako bili, tudi on je bil mlad, ne, vsakeč je bilo to malo tako. Ampak proces pri njemu je bil čisto ok, govorim za prve 2 plate, pa je bila pa ta 3., pa 4., imel že neke te fante, ki so mu pomagali, recimo to, kad je prišel pol ta Zec noter zraven njega, ne, ga je on aktiviral za to miksene, za 3., tak isto pol. Ne, pa 4. plata, takrat se že ni več vedeli, Gušt je že malo čutil te neke druge vplive zgodbe. Tlej Žare je bil zelo aktiven pri teh zadevah, da je mogoče tudi hotel na malo te sounde spremenjati, bla, 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 bla. Tako da smo pol, ko smo dobili Zokija, se pravi, ko je šel Gušt iz stran, pa ko je prišel Zoki, smo potem naslednje 2 plošče naredili z Dejanom Radičevičem. Nekako smo ga videli bolj v neki zgodbi, Žare je imel pol že Guštja, to pod kontrolo, če se namotam, in v delu plate, delo drugim bendom še. In smo ga nekako dobili, in pa smo z Dejanom naredili 2 čist, bom rekel, korektne, dobre plošče, tudi z dobrim zvokom, ne. Ampak pri njemu je bilo tako, tam je bilo vse disciplino Nordung, ne, govorimo pri Dejanu, zjutraj tja, kava, to narediti, čez 2 dni gremo tja, čez 1 teden se spet dobimo, kakorkoli že, ne, ta studio, studio. Ja, pa Žare to naveš, da to zadnjega, kdaj boš prišel k njemu, kje boš snemal, kdaj bo izid, kdaj ne bo izid. Ampak mogoče lih to ta čar, ki nas je nekako spet pol nazaj potegnil v to zgodbo. Je pa res ful močen karakter, kar se tiče pri idejah, ful močen karakter, kar se tiče pri samem aranžmaju komadov,
ful močen karakter, da nam pove tudi te zadeve, ki jih mogoče mi ne vemo, kar se tiče določenih parametrov v modernejšem zvoku, recimo, in tako naprej in tako nazaj. Kaže nam neke določene bende, ki so jih mi sploh ne poznamo, ki so v tem momentu prišli v zvok, ki se pogovarja. Ima ljudi, s katerimi si ful lahko pomaga, dobre miksmene, vsem zrihta potem tudi razne te druge tehnične stvari, kar se tiče. Ampak on je žarepak, ne, zdaj tega še velik, kaj je on, ne, tako da mogoče tudi Alan pove iz druge strani, kje je tudi on doma. Zdaj sem mu povedal, kakšen je, ne, pa razložil sem recimo iz moje strani te pozitivne njegove stvari. Sam pod vprašanje glede Žareta, a vas je na začetku ful skritiziral? Kdaj? Na začetku? Ko ste začeli sodelovati. Ker tako sem dobila nek ta feeling od drugih bendov, recimo teh mlajših, ki delajo z njim, kako te na začetku sesuje, pa ti pove, ne vem, da ne znaš pet, oziroma da začneš kaj drugega delati v lifeu, ne? In pol zgradi na novo. Ne mogoče tako na začetku, ker je bil tudi on še zelo mlad in je v bistvu začenjal z nami. Mi smo takrat to posneli kot demo posnetke, tako da smo nekako skupaj začeli. Ampak potem, ko se je on razvil, ne, pa ko smo kasneje delali z njim, ne, potem pa smo na lastni koži tudi občutili to njegovo muhavost, oziroma, ja, on ima ta, bom rekel, ta mal konfucijanski oziroma freudovski pristop do dela, se pravi, treba je človeka sesud, da trpi in potem on verjame, da pol bo človek dal vse od sebe ven in še več. To so seveda različni koncepti mentalni, jaz se ne strinjam glih s tem, ampak ja, včasih je kar težko slišati kaj od njega, to je res, ne. Ampak na ta račun pa mogoče odpre kakšne stvari, ki pa jih sam ne bi, ne. Tako da to je malo tako, no, love and hate relationship. Ja, to sem dojela, ja. Ampak na koncu so vsi, se mi zdi, zadovoljni. Predvsem band. Ja, sej to zdaj, kar razlagal, kot to, da se spomnim enega momenta, kjer mi je rekel, Pejt Grega, zdaj boš šel pa se učiti, mislim, že po 20 letih karijere, da Pejt zdaj pa ne ta glas svoj zrihtati, pa da grem se učiti pet. Sem rekel, držare, jaz se nikoli ne bom naučil pet, ker nisem bil nikoli pevc. Začel bom pa mogoče, jaz sem imel občutek, da me on tja pel zaradi tega, da bom jaz tebi nekaj drugače. In ko sem nazaj prišel, je rekel, a vidiš, da to. Jaz sicer te razlike nisem opazil. Jaz sem šele s časom začel dojemati, ker pač je moja ta šibka stran, da nisem tekstopisac, ne. Mislim, nekaj sem naredil, ampak nisem glavni, ne. Bila ta predvsem slabo dojemanje teksta in potem so neke določene besede, ki so bile bolj za tiše interpretirati, sem jih mogoče glasno, tiste, ki so bile bolj za naglas tuno, in predvsem pri tem razumevanju teksta sem začel dojemati, zakaj sem šel tja. In bi bila ena dobra izkušnja, čeprav na začetku sem si mislil, kaj bo zdaj mogoče se naučiti, če se ti učiš, pa greš prvo plato delati, pa te da nekdo nekaj spodbuja k temu, ne. Tako da recimo tisto, kar sem bil proti, ne, sem na koncu pri njemu lih videl, mislim, da konc sem imel prav, ne, nekaj je naredil iz tega, ne. Tako da še danes sem, bom rekel, narekovaj hvaležen, zato ker nisem bil navijač tega, ampak ja, tudi če se slabo sliši, pa tudi če si proti temu, so ene stvari bile pa njemu kar dobro zrihtane. A si želel biti frontman ali ne? Ja, kako si s tem? Ker si eden najboljših v Sloveniji. Jaz, ko sem začel igrati, sem itak imel en band že prej, to je bilo leta 88-89, malo pred vojno je bilo, ko smo se malo bolj prijatelji tam iz mesta malo hecali, pa smo naredili prvi rap band, slovenski RC Rappers, kjer so bila jaz, potem en Mare, se ga spomnim, pa Ali, smo bili 3 pevci, odzad je bil pa band, bil je ta nabobnik, ta Vincentič Police, pravi zdajšnji DJ Džamirko, če se namotam. Ja. Za druge pa ne vem, mislim, da je bil Žiga Golob, tak, ki sicer igra pri mnogih zasedbah, je bil na basu oziroma kontrabasu, on če ne igra. In mi smo šli 2 koncerta. Meni to tam, da smo 3 gor bili, mi nekaj ni bilo. Jaz sem prej igral itak to violino, itak se mi je ta muzika bila, ampak da bi prav prišel do te možnosti, mi niti na kraj pametni ni prišlo. Ja, zgodil se je slučaj, se pravi, Gušča sem poznal, mislim, če jaz ne bil na tistem mestu, bi pa en drug najbolj, jaz ne vem. Nekako smo se tam
poklepali, nismo, da bi bil za nek pevc, bi rekel, ta pa dobro, poje pet, ne, nisem imel pojma o petju, ne. Ampak počutiš se pa dobro, ko si na odru. Z leti prije to vse lažje, vse boljše, vse bolj se lahko sproščaš na ta način, da razmišljaš o drugih stvareh sred koncerta, da razmišljaš o tem, da mogoče kako bo naslednji koncert, ali pa kako boš zdaj izimpretiral ta komad, ali pa ga dal v unim pet. Mislim, to je zdaj zabava ratala. To ni zdaj, mislim, ker dosti ljudi je navadno se naveliče, rečejo, danes moramo iti pa spet igrati, pa spet petamo, da so te, moram rekel, terasa bendi, ki ima itak skozi isti repertoar in rečejo dobroveče in na koncu rečejo lahko noč, ne. Jo je to kot službo, ne. Ne, kot službo. Mislim, skozi zabavamo tam. Ali je to, ali se unhec, ali je to. In ni dolg čas, ne, veš, nikoli se ne nasičaš, način se mogoče takrat najtežje ti je, ker kakšno vaje delaš, pa si res zmatran, ker delaš nove stvari, ampak prideš naslednjič na vajo, spet tisto neko veselje, energija, pozitiva, ne. Vi se dojemate kot... Na odru je meni zabavano, se pravim. Se dojemate kot prijatelji? Oziroma, se družite tudi tako drugače, poleg koncertov? Ne, smo se, ko smo bili mlajši, takrat še, ko smo živeli pri starših, pa to, ko smo bili, je bil pač tak način življenja. Zdaj pa se je v bistvu, z leti se je pa vsak si ustvaril svojo družino, svoje življenje, ne. Tako da ne moram reči, da vsak ima svoj tudi prijateljski krog, ne. Tako da ne moram reči, da smo zdaj prijatelji, ki bi skozi hengali skupaj, ne. Ampak takrat, ko pa smo skupaj, je pa to kot familija, to je pa z vsemi dobrimi in slabimi stvarmi, se pravi, na nek način smo si kot bratje, po drugi strani se včasih sovražimo, pa se gremo na živce, ampak pač to je kot familija, ki je ne moreš zamenjati, ne, vedno boš ostal. Automatično je to pač to, kar različni karakter, no, da je težko, tudi če bi ti, mislim, se tudi doma nikoli njih najboljš, ne. Pa si živiš s familijo, imaš ženo, imaš otroke, se tudi, včasih je lepo, včasih pa tudi ni lepo, ne. Sam vi ste na unmu nivoju, ko se dejansko pogledate in točno veste, ne, kaj kdo razmišlja, da mu reče, oziroma v katero smer bo šel, ker načeloma se to zgodi po tolikih letih, da si skupaj, ne? Ja. Nekako se kar, kako se temu reče, sprejemaš se takšnega, kot si, ne? Se sprejemamo. Se pravi, vemo že pri vsakmu, kje ima šibke točke, kje bo v redu, kje je to in pa že vnaprej veš, da ne boš zgubil energije, da ga boš prišval v neki, kar itak ne bo dojel, ne? In obratno. Ja. Pa te, recimo, vi dva en drugega še preseneta? Tako, na koncertu, recimo, da naredi kdo kakšen move, ki ga ne pričakuje ta drug. Ali ti že veš, recimo, kako bo Grega začel, v katero smer bo šel? Mislim, glede gibo pa to večino vem, nikoli pa ne veš pri njemu njegove napovedi komadov, v katero smer bo šlo in kaj bo povedal in kaj bo point. In to je tudi eden od njegovih čarov, ki je to edini človek, ki si lahko to prvošči in ki ga nihče ne more v tem posnemati. Ja, Grega, ko smo že pri tem, ti si znam tudi po svojih govorih na koncertu, ko mi včasih razpredamo, kaj pa tle mislo? Kako pa to nastane? Ne moram to zdaj razložiti, veš, mene, mislim, ti ko si na koncertu in imaš pred sabo, ne vem, množico ljudi, ne, nekje to manj, nekje to več, si v nekem zagonu, kjer misliš, da si še zmer premalo naredil in takrat pa rečeš, ok, da sem se pa 100% zapeljal ta komad skozi, ampak še meni zmeram nekaj zmanjka. Namesto da bi rekel, zdaj sem pa to naredil, zdaj pa naj folk malo ploska, pa gremo naprej. Takrat še zmeram meni nekaj manjka, da nekaj ni šlo čist do nulo, ne. In takrat začnem. Kaj jaz začnem? Jaz začnem govoriti. Samo jaz po 3-4 stavkih vidim, da ne govorim nič. In potem hočem te 3-4 stavke zamenjati za boljšo idejo, z boljšo zgodbo, karkoli že. In tudi po 4 stavkih druge zgodbe vidim, da sem še manj povedal. In potem po teh 4-8 stavkih, recimo, da nekako spelam in polka vidim, da ne moram nič več povedati, no, zdaj gremo pa naprej. Tako da, kdor me razume. Vse najbrž še sigurno, ki je pametnega tudi povedano, ne? Ampak jaz imam občutek, kaj povem, rečem, kaj sem zdaj spogovoril, mislim, kje pa zdaj to rep, kje ima to rep glavo, karkoli že. Ja, mislim, on mogoče to bolj sliš, ne, ker mu je najbolj smešen, ne. Mislim, meni ni, ne, jaz se nasmejim tako kaperči, ki se kdaj zasmejo. Sem povedal. Ne, ti si bolj resen, ja. Jaz to resno povem, pa vidim, zakaj sem pa zdaj govoril, ne, sem to s neumnosti, ne vem, še več ne vem, je bilo pametno, ni bilo pametno. Meni je njegova najljubša mi je una, zdaj pa en komad za vse, ki znajo šteti od 5 do nič in še do naprej.
Ja, mislim, lej. Eni se spomnim, da so res dolgi, no? In to je verjetno to zdaj, kar si razlagal. To so te stavki, pa še malo, pa na koncu. No, lej, bom rekel, da je tudi enih 10-15%, ne, da ne vlih zdaj 100% samega gluposti, ki jih govorim. 10-15% je gluposti tudi zaradi tega, ker mogoče kdaj kakšen odzad drpne, da mu je šla struna in tako naprej, zdaj moš ti to voziti naprej, ne? Ja. In zdaj valjda ti si že nekaj povedal, ti spomni čak struna ali pa čak, ne vem, uglašuje se, ne? No, in sedaj bomo še ne, vsi pol kaj govoriš. Ben ti spet nabaš nekaj, kar nima veze z ničemer, ne? Ampak dobro, lej, sej, nisem dolg, pa ne nakladam, no. Pa lahko si prvošeš to, ne? Pa No, kar povem, se nekaj razume. Vem pa, da najbrž ni toliko tako narejen, kot bi najbrž nek Slavoj Žižek to povedal, ali bilo prav, ali ni bilo prav. No. Ej, par besed o videu Garbič. To je bila ena zadeva, jaz še zdaj, ko slišam komad, jaz idem Gregata z razmazano šminko, pa spodi brez. In to bo po moje ostalo v mojih možganih za zmeri. Predvidevam, da še pri komu. Ampak to je takrat bilo skoraj da nedopustno za slovenski trg. Vsaj tako so nekako dojeli. Videla sem en intervju. Gregata ni bilo na tem intervjuju, ti si pa bil, pa mislim, da je bil tudi Joža, ali danes je To je bil film. Kako so vas praktično na televiziji neki dobesedno napadali, ne? Kaj je z vami, kako lahko kaj tacga počnete, a ste vi prizadeti, kaj jemljete, ne? Tako nekako so takrat vzeli to stvar. Ja, to je bil bolj tako provokacija. Mi smo se šli tudi sploh na začetku te neke provokacije v smislu preizkušati, kaj javni prostor prenese, se pravi, dokoli lahko gremo v tem nekem izzivanju opolskosti, mogoče vulgarnosti, a ne? Tudi par tekstov smo imeli takih. Ampak to je bilo bolj tako za vzbujanje pozornosti, zdaj pa jasno, en del občinstva je vedno konzervativen in ni navajen tega, oziroma je še to gledo staromodno, ampak glih v 90-ih se je začelo to odpirati, če dalje več je bilo teh nekih bendov, od Aliena do, ne vem, Bombe, že Pero Lošin prej, recimo, ki so si drznali jeti mal širše. In mi smo tudi mislili, da bomo s tem sprovocirali, ne vem, kakšen škandal, ampak pravzaprav v resnici tega škandala ni bilo, no. Bilo je par teh komentarjev čudnih, ampak mislim, da naša publika je to čisto dojela na pravilen način, no. Ja, mi smo dojeli pravilno, ampak se pravim, koliko je bilo to verjetno takrat bolj mogoče težko narediti, kaj zdaj? Mislim, če se vrnem za nazaj, da malo bolj natančno povem, ta spot, mi scenarije za ta spot nismo imeli. Mi smo tisti dan delali spot za komad Rolase. Tisti dan. Zdaj pa ne vem, je bilo to, a smo predelali Rolase, pa pol tole Garbič. Rolase, ko smo se posneli, je Veni Emeršič, režiser tistega spota Rolase, rekel, obstalo nam je še en kolut filma, oziroma takrat smo na ta filmski trak snemali, ali dva, se ne važem. Da je ostalo že to, da ima pol še en komad posneti. In so smo si mislili, pejte band, pejte dam, gremo mi na plec, in smo šli jaz, Ven, ekipa, na plec in to se pazili, to iz enega kadra naredim. Jaz sem se tam usedel, neko šminko, kar ne vem, kada bi rekel, zdaj smo se parali z Ljubljanskega gradu ali pa iz Tržnice, kjer smo snemali Rolase, do Velč, do Semtle, smo imeli place včasih, dosti blizu vas. In v tistih 20 minutah je on poklikal nek scenarij, oziroma zrežiral to zgodbo, da je bilo to tone. In pole so, ne, tam, por, ne vem, to je bilo vse, na Tržnici smo por vzeli, valjda, ker smo tam snemali. To je bilo kar naenkrat tako, ni bilo to, da bi rekel, a si upaš to, a si ne upaš, a bi šel v to, a gremo v to, ali ne gremo. Ta zadeva je ratala čist slučajno, brez kakšnega prejšnjega pogovora, razgovora, ideje, karkoli. Mi smo samo prepeljali se, ker če mu ne bi ustal materijala, oziroma tega traku, ki se je takrat snemal, tega spota ne posneli. Tako da to je bilo slučaj, ker smo to naredili. Ma se vaši spoti so izstopali, se tudi Let severa je bil drugačen, bom rekla, ne, oziroma, ne vem, Nimfomanka, Črn tulipan, so bili eni taki mejniki, tako mal, taki, ka vi ste, mal tako surovo, ne tisto preveč spolirano, da tako rečem, v bistvu se vaša muzika odražala pa tudi v vizualni podobi, ne. Imeli smo to srečo, da smo imeli dobre režiserje okrog sebe, ki so bili mladi, pa ki so imeli neke nove pristope, neke nove ideje, ne.
To je bilo karkoli. Moramo vprašati, no, kako je vseeno, nikoli se nismo o tem pogovarjali konc konca, kako je vplivalo to, da je šel Gušti stran? Ker vseeno, skupaj ste bili od začetka, ne? Prispel je kar nekaj muske, bom rekla, in malo verjetno te zamaje, malo te prizadane konc koncev. Mislim, takrat so bile, takrat se je, to se je s časoma nekako razvijalo, a veš, tako kot recimo za Beatle pravijo, ne, oni so samo 10 let bili skupaj in so bili na začetku, so bili vsi oni 4 Kuštrovci, ne, na koncu bili že vsak svoja osebnost, ne, vse, normalno je, da se razvije vsako svojo, in tako se je tle pač to zgodilo in je pač prišlo do točke, ko pač več ni šlo naprej, a ne, za isto mentaliteto in smo se čisto prijateljsko rešili, ampak mi smo takrat vzeli 1 leto pauze, bilo je malo te krize, pa to predvsem v nezaupanju ljudi, javnosti, ne, ker so rekla, zdaj pa to konc in neki ne vem kaj, ne. Ampak tako da smo rabili nekaj časa spet, da smo opozorili nas, da v smislu, da se praktično noč ni spremenili, še vedno Big Foot Mama je in bo še naprej in lahko suvereno dela. Grega? Ja, mislim, Dva sta bila bestiča. Ja, seveda se to dal me prepelo v band, nič narobe, ne. Ne vem, mislim, vsakeč jaz, kdaj preberem, kaj je bilo, pa kaj ne bilo, pa se včasih mislim, pa je bilo res to tako, pa ni bilo to čisto tako, ne. Fant je videl, da ni mogel več tisto, kar je on delal, dajati nam, ne. Se pravi, mi smo bili ta bazična zgodba rock'n'rolla, punk rock'n'rolla, se pravi, žgati 3 akorde, povedati, ne. On je hotel tle narediti pač to pop zgodbo, ki si jo izgledaš, mu je bila pri srcu že prej, pa nekako ni znal to zapakirati. To so recimo pri zadnji plošči, Doba norih, kar čutijo te vplivi, ki smo že noter dali, sample, bobne, da je vseh skupaj v neko to zgodbo. Ne. Tako da pač on je tam videl, mi smo sicer naredili svojo 1-letno pauzo, smo rekli, no, naredi zdaj pač ta svoj projekt, ne. Ampak pol ta projekt se mu nekako parjel, mi smo mu imeli že tudi zato, da začnemo delati, on zdaj na 2 stolih ni mogel nikakor sedeti, ne. In pol smo takrat imeli to srečo, da smo to zadnjo ploščo delali v Brežicah, takrat pri Lopatiču, se spomnim, in tonski mojster oziroma tisti, ki je tam pomagal v tem studiu, je bil Zoran Čalič. On se takrat preselil v Brežice, se je tudi poročil dol. Tako da smo mi njega spoznali dobesedno tam v studiu. Mi nismo vedeli, pa smo že zvedeli, da je on kitarist, pa to se pol nam je bilo vse jasno, ampak nismo pa, ne bi se ga spomnili na njega. No. Se pravi, polk je on prišel, tudi igral je na tisti plošči zadnji, ki je bil še Gušti gor, mislim, da en komad kitare in pač si za unetih tam neki so končvali, kako je že bilo, ne vem, nekaj tako je bilo, ok, gremo, mislim, da smo imeli par mesecev, kakšne 2 meseca, 3 meseca vaj, da je not prišel in potem začel delati na svoje. In potem se je začel res to odvijati tudi iz muzične zgodbe, a veš, res smo začeli tudi iz tega pristnega rock'n'rolla delati resne neke take resne komade, dobro zaranžirane, dobro posnete, dobro odigrane, močnejše kitare so bile not. Mislim, bilo je res bolj, vse je pol odvisno tudi od Alana, ker Alan ima teh idej tak. Pa ja, ti si imel pol več dela, ne? Posledično. Ma ne več dela, on je imel to možnost, da je lahko to tudi toliko procesiral, toliko več naredil, ne. Mislim, on je tudi zdaj, kad delamo plato, je predmel v komade, zdaj kam, zdaj zberu do... Če se ne, a veš, mislim, ima tega veliko. In tisto, on zdaj pa enega naredil, pa zdaj se matram še drugega narediti. Ja, ti nabereš toliko materijala, pol, ne? Ja, koncev, potuje po svetu in pesni, ne. A je tako? Potuješ po svetu in pestiš? Je tako, je. Nekako tako je. Okay. Ja, mogoče mi na misel prišlo, kje je bil ta točka preloma, rečemo, med Guštjem in nami, ne. Jaz se prav spomnim, ker mi, ko smo začeli, je bilo, tako kot smo prej rekli, ne, rock'n'roll, ne, una baza, rock'n'roll gremo žgati, ne. V trenutku, ko je on rekel, mi moramo delati muziko tako, da se bomo lahko prodajali, se pravi, da jo bomo lahko prodajali in zato, da se bo vrtela na radio, ne. Ja. To je pa nekako bilo skregano v bistvu z našim osnovnim attitudom, ne, se pravi, mi gremo muziko delati zaradi tega, da nekaj sporočamo, pa da imamo neko ekspresijo, ne zato, da ni primaren cilj za to, da bomo zdaj mi služili, pa bi lahko delali druge stvari, ne. Tako da, no, in iz tega, zato smo se potem mi vrnili nazaj
na tisto mentaliteto, gremo žgat in svojo ekspresijo taka, kot Bigfoot mama je. In to vas je v bistvu, zato ste še zmertle. Ja, ker dejansko vas konstantno to driva. In to v bistvu tudi fani čutijo, se vidi, ker konc koncev se vam skozi menjavajo, oziroma obnavlja se poslušalstvo. Nimate samo nas pod odrom, ampak imate kaj? Koliko so zdaj recimo najmlajši, ki pridejo? Ja, 20 let recimo. Ali pa še manj verjetno. Ja, tudi seveda. Mislim, imamo tudi otroci pridejo za starši, v spremstvu staršev. In pa sploh, ko pojemo kakšne obskurne, opolske komade, nam je pa kar malo roden, ki vidimo, da otroci 8 let stari pojejo to besedilo, pa pridejo backstage z starši po podpis. Ja. In pa srečam, ja, gospa, se upravičujem, pač imamo taka... Ne, mi to vse doma razložimo, mi to razumemo, te besedila in vse. Tako da se pravi, očitno vsakič znova prihaja neka nova generacija, ki odkriva Bigfoot mamo. Ja, ker takrat smo peli te komade še zmerih in ni bilo čisto nič narobe z nami. Nismo počeli čisto nič tacga, da bi nas muzika napeljala na to. To je čisto odvisno, kako dojameš. Dobro, priješ da kakšen otrok, pa mu mama, ker pozna mama seveda tekst, pa ko pride do tiste opolske besede mu... Za mašine in pa mu spet od mašine. Škaj, dobro, ko ve kdaj. Ja, seveda ve. Seveda da ve. Se je sama skozi to dala. Se je sama dala to skozi. Kako je pa bilo, ko je pa Siddharta udarila na trg? Ker mi se tako delimo, generacije. Eni smo pač generacija Bigfoot mama, pa imaš pa generacijo Siddharta. Ampak mislim, vi ste bili takrat edini, če tako pogledam. Da ste res blino. To se je takrat, tudi seveda, mediji so to pol napihnili, kukor nekoli rivalstvo, pa to, mislim, nam je to bilo zmer in smešno in neumno in nam je še zdaj, ker v muziki ne moš ti tekmovati, mislim, tekmovanje v muziki, muzika nima številk, muzika ima emocije. Ma žal Eurovizija, Ja, ampak zato pa ni relevantno. Ne moš ti tekmovati, ti lepš Gogen ali ne vem. Kdo ima več točk? Saj ste to čisto različna benda sta to. Seveda, in to zelo malo ljudi, ali pa ne vem, glasbenih kritikov je takrat sploh to izpostavili. A veš, če bi bila neka analiza primerjave Bigfoot mama, Siddharta, iz kje ta band izhaja, iz kje band izhaja, zvokovno, tekstovno, vse, kar smo vplivi, takšni in drugačni. Mi smo bolj na Rolling Stonesih pa Beatles gor zrasli, oni so že bolj na grunge gor zrasli in tako naprej. Tako da je to popolnoma irelevantno, to so neke bučke za javnost, za medije. Tako da bilo pa je seveda takrat ravno zaradi, mislim, vse skupaj se je poklopilo takrat, ena taka, ta zgodba z Guštjem, nam je menedžer Toplek takrat umrl, mi smo šli na pauzo, spremenili smo glasbeni stil, Siddharta takrat udarila in je zgledal, da je zdaj vse to nekaj povezan, ampak z Siddharto smo zelo, zelo dobro pokazali na dolgi rok, da lahko oboji so obstajamo, ne glede. Celo skupne koncerte imamo in tako naprej. Ja, točno to. In mislim, iskreno, utrli ste pota naslednjim bendom, ki so prišli za vami, vključno z njimi, ne? Sigurno, ja. Oni pa zdaj naprej, pa tudi novi generaciji. In vi tudi. Še kar dalje. Jaz vaju dojemam, tudi glede na to, s čim se tako pol ukvarjata in kako razmišljata in tako naprej, da si ti bolj metalc, tudi zaradi tribute benda. Grega, jaz imam pa tebe tako bolj za nekega punkerja. Mislim, če ti prostic povem, iz kje izhajam, iz mladosti, ti ne bo nič kaj jasen, ne. No, mislim, rap si priomenil, Res sem rajš prej poslušal čez druge stvari, recimo, mislim, da imam lik zdaj na sebi, gor majico, evo. Duran, recimo. To je bilo meni v mladosti, ne. To ti pa res ne bi pripisala. Mi bi bil všeč Michael Jackson, Duran so mi pa bili všeč, ne. In potem vsa ta neka MTV-ovska srednja, popularne glasbe, da smo bolj natančni. Potem še pol ekstra popularne glasbe, kakor so bili skupina Bros in podobni. Ampak to je bilo res neko zelo kratko obdobje, zato ker sem imel preveč doma, oziroma starša sta imela preveč neke boljše muzike in sem pa rekel, bo traješ pa se uči kaj bolj pametnega, kaj pa poslušati sranje, ki je mogoče samo za en dan aktualno, ne, ali pa za tisto neko obdobje kratko. To, kar si rekla, punker, mogoče bolj punker v smislu Billy Idol punk, ne, se pravi. Recimo, pol sem začel pa to, še zmer, če tako pogledaš, Billy Idol je bil
tudi en tak pop-punker, Bravo ga je bil polhan takrat revije, to je bilo... Se spomnim, ja. Sami pop-pevci, pa Billy Idol, pa mogoče še kakšen je preštrlil malo iz te, bom rekel, malo bolj rockerske zgodbe. No, ampak vse, ko si se pojavil pri njih, ti si zelo izstopil vizualno, že govorim. Te dolgi plašči, usnjenja, jaz sem zdaj govoril v obdobju tam osnovne šole, recimo, oni najbrž v osnovni šoli že metalsko poslušali, si bil že nekako upredeljen, jaz še nisem, jaz sem ful kasneje, sem šele pol nekaj v srednji šoli, pa še celo kasneje, tam 16, 17, 18 let sem začel končno malo to kitarsko zgodbo poslušati. Prej sem bil pa, hodil sem po klubih, diskotehah, kjer se je pa že vrtela tista popularna muzika 80-ih, 90-ih recimo, In se družil pač z ekipo takšnih in drugačnih ljudi. Nikoli nisem bil opredeljen, da bi šel recimo na koncert ali pa, ne vem, da bi šel v K4, dokaj ti zvečer, ne vem, se rola takšna muzika. Jaz sem šel tam, kar je bilo in popularno, pop, stop, pop 20 poslušati in tako naprej, pač to, kar je nekako šlo po šestih. Tako da, mogoče kasneje, res, ko sem začel v bendu, so mene določene stvari začele malo bolj klikari delati, ampak prav tako pa nikoli nisem bil, da bi rekel, da pa dolgo, da se je med že v osnovni šoli ali po srednji, Medtem, ko ti pa ja, ne? Ja, jaz pa, mene pa pri 15 me zelo potegnil heavy metal vase, zelo vzhodno pravzaprav, ampak potem rečemo, čez 4 leta, ko sem nekako se začel odpirati malo to širino glasbeno, sem pa videl, da jaz glasbeno, mi pa bolj sede, se pravi, ukvarjati se z muziko, ki je bolj bazična, rockerska, punkerska in tako naprej. Seveda tudi še vedno heavy metal, ampak bolj te frustracije bolj zdaj ven dajem kot tribute band Iron Maiden, in še vedno je to zapisano v mojem DNK zelo močno. Ja, ste bili nazadnje, ste bili v Ortu, ne? Ste nastopali. Zdaj bomo v Ortu, čez en mesec. Čez en mesec? No, ampak ste pa dost pogosti, tako reči, ker bom rekel, da vas ful poznajo. In pravijo, da ste res the best. Ti si tudi igralec bil? Kako je bilo to? V Grozljivki? Jaz bi si želel, da sem še kdaj igralec. Prekletstvo Valburge, tisti, ki še niste pogledali. Lik zanj sem gledal en film in sicer Črna orhideja. To je film z leta 88 po predlogi Kocbeka, en partizanski film, in sem spomnim, igral sem noter, ker se mi ni dal več v šolo hoditi in vem, da takrat, kada bi rekel par tednov pred koncem šole, ker sem vedel, da itak najbrž ne bom zapel, v srednji šoli govorim, sem šel to, tam sem en teden nekaj bil in sem bil nekaj partizanček, tako se je začel. Kot majhen pobič sem tudi vrtel zastavcev v legendarnem filmu Butenska. Kjeri so bili še filmi? Bil sem v filmu tudi več filmov, Valburga je ta zadnja. Zdaj sem se tako zapletel, kako začnem govoriti. Ampak nisem pa vedela za vse to prej, tako da ti imaš kariero. Ogromno. Če me na IMDb pogledaš, jaz tam me lahko že Hollywood počas pokliče. Sicer so bili filmi bolj statistični. No, ampak tale pa ne? Valburga je bila pa že malo resna zgodba. Ampak tudi je cool delati, bi še? Ja, že prej sem v teatru delal nekaj. Delal sem 2 predstavi še pod Korilom Štrucla, ki je bil naš takrat hišni režiser za spote. Tako da sem delal tudi 2 velike predstave. Mislim, velike, za mene zelo velike predstave z resnimi igralci takrat. Ja. Tako da moram reči, da en dan sem razmišljal, da bi mogel dobiti te posnetke iz teh predstav, oziroma to je bilo pa tudi video posnetne. Mislim, da bi pa zdaj prav film še nekako mogoče, teater pa mogoče ne več tako. Ti si pa novinar, med drugim mislim tudi glasbeni novinar in me zanima tako najboljši glasbeni intervjuji, ki si jih opravil ali pa tisti, ki ti najprej pade na pamet. Ja, par zanimivih je bilo Slash, recimo, ki imamo glih tlele kitaro. Ki imamo glih zadnji, ja. Potem Kirk Hammett od Metallice, potem recimo R.E.M., pa Deep Purple, Robert Plant od Led Zeppelin, Tony Hadley od Spandau Ballet. Pismo tebe moram še enkrat povabiti. Joe Cocker, recimo, preden je umrl. Z Bob Diddleyjem sem tudi govoril, preden je umrl, so legenda. Tako da... Krevic. Lenny Kravitz, ja. To je pa najbolj fasciniral. Ja, Lenny Kravitz, pravzaprav, ker je pa... Zanimivo. Zato, ker je...
On ima v bistvu nerad intervjuje. Ne? On pač intervjuje daje zaradi tega, ker jih mora, ne? Mu gre pa zblazno na živce. Sploh novinarji z glupimi vprašanji. In je zelo tako skop v odgovorih, zelo tako bolj ja, ne, Okay. zelo čim manj. Ja, da čim prej konc, verjetno. Da čim prej konc, pa da čim manj pove. Ja. No, ampak pa, ko sva končala intervju, pa sem pa rekel, vzemam pa eno bolj zasebno vprašanje, kako ti dobiš ta svoj sound basa ven? Pam. No, pa se je odprl, pa tako, a ti tudi bas igraš, no, pa je bil pa čisto drugačen attitude v pogovoru. Jaz recimo imam pri Grega ta feeling, da mu grejo intervjuji ful na živce. Da je točno ta sistem. Danes pri tebi je okej, ne. Ja, zato, ker je skozi isto, jaz točno vem, kjer 5 vprašanj bo postavil, ne. Se veš, to zadnje zmeram načrti za naprej, ne. Ja. Prvo je izdalstvena oplata, ko ste začeli, koliko časa obstajate, brez veze, tistih 5 vprašanj poznam, ne. Samo to so vprašanja, ki jih dobiš, odgovore. Da ben ne veš, že to, konc koncev se v Wikipediji noč že piše, kaj vse, kaj. Oni najbolj s tem črpajo informacije in pol pravi naredijo 5 vprašanj, to je to. Vse so tudi ljudje, ki si jih zanima muzika, kje se kje naredi, ampak navadno časi so takšni, da zmeram rajš dobijo nekaj drugega od tebe, ki pa jih nekaj dan bo začel filozofirati o muziki. Bolj jih zanima, kako je družina, kam hodijo smučati. Vse to imaš vse na tvojem Instagramu, tako da... Ja, mislim, se konc koncev si pokažeš tam. Dejansko objaviš gor. Ampak veš kaj pa lahko narediš? Lahko malo narediš reklamo bratu. Torej, Jakato. Vse sem jo naredil že enkrat. Ja. Z eno majico. Ampak tle zdaj, v bistvu, ne? A ja, lep pozdrav, Limus, Smrad in Žila, dober band, trio, oziroma Situacija. Ampak oni bi prej tudi Lifet, ne? Tako. Ja, vidiš. Se pravi, da bom rekel, mogoče malo bolj žgejo. Ja, veš kaj, spet ne poznam te muzike. Ja, to je ta novodobni hardcore punk scena, ne vem, zdaj. Dobri so, no, le. Sej, veš, komade imajo, ne vem, če imajo 1 minuto dolge. Minuta, 10. Ja, se to ni tako slabo, ne? Če bolj žgeš, pa so bolj kratki. Ja, ampak se baš, oni imajo koncerte po pol ure, 3/4 ure, kar je meni super, ne, ker je hiter konc, ampak imajo energijo, no, pač dobri so, vseh hodim dosti po njihovih koncertih, kadar imajo tle po Ljubljani. Ja, mislim, pri tebi je ful zanimivo, ti ful, tako, res ful glasbe različne poslušaš in pol tudi objaviš, kaj vse se pri tebi vrti doma, ne? Ja. Tako da malo izobražuješ, tudi verjetno mlajša generacija. Ja, ne vem, kako si oni to vzamejo, ampak hočem takrat navadno, mislim, recimo zdaj, ker je bila lih ta korona, se spomnim, ker je Alan dosti igral tega basa v placu, ne. In zmeraj, ker sem jaz prišel, kaj, ne, zmeraj sem vprašal, kaj imaš pa danes na repertoarju, ne. Mislim, to ni bilo zdaj samo to, kar misliš, da je, ne. On igra res, si vrgel kao v jukebox oziroma v urlice noter, kovanc pa je igral, ne. Tako da je ogromno enega unga, tako imam tudi jaz rad muziko, ne. Pač tudi če pop sem, da mora biti dobra muzika, ne. Dobra muzika je po vseh žanrov lahko, ne. In od popa, in od reggae, in od unga, in od tretjega, in od repa konc konca, ki mi ni toliko blizu, oziroma hip-hopa, ne. Vse je tudi dobro lahko. Ja. Ampak da je dober, ti mora nekaj zgoditi noter, ali jo poslušaš čist tehnično, ali na kak način? Ja, nekaj me more rukati. Priznam, da v zadnjih 5-10 letih je sigurno ta produkcija toliko pršpricala iz drugih stvari, tako da so vse stvari nekako instantne. In pop je instantno na neki določen zadevi, in uno instantno, in hip-hop, in vse zadeve so instantne. Veš, meni manjka te žive muzike, ne? In ta živa muzika, band, karkoli že, to se zdaj zgubljam. Če niti živega benda, ful težko poslušati te neke, vse skoraj, nam zdaj rekel, da je vse, kar ne poznam, ampak ogromne stvari, vse na istemu programu, računalniškemu, bobni so tam približno isto. To me narukne, ne. Tako da me ruknejo dobri pop komadi, ki so pač narejeni v živo, mislim, ker se vidi, da je muzika, da se dobro dela, da so dobri teksti in pa seveda ogromno nekih nostalgičnih plošč, ki jih imam doma, ne. A se vam zdi to, da to, kar imajo zdaj na voljo mladi bendi, oziroma vsak, ne rabiš imeti benda, lahko si solo artist, je to prednost, da ti je vse takole podarjeno ali ne? Ali boš, da se fajtaš, da res ono, tako, ko ste višli čez proces? Ja, vedno smo si mislili in želeli, da če bi bilo vse dostopno, bi bilo pa ful lažje pa to, ne. Tako je. Ampak ker je pa vse dostopno, je pa tudi več glasbenikov, se pravi, zdaj imaš Poplavo, vsak ta drug je že glasbenik, vsak ta drug ima studio, naredi muziko, na dan ne vem, koliko novih komadov se na YouTubeu pojavi, ne. In je nemogoče predelati vse to, ne, in je
nastala ena povoden, nek kaos, nek konglomerat vsega, pa ničesar. Nič pa ne pride do izraza toliko, kot je recimo, ne vem, v 90-ih, 80-ih, čim se na MTV pojavil, so vsi ljudje vedeli za ta band, za ta komad. Danes ima pa vsak svojo playlisto na YouTubeu in ima vsak svoje kanale, kaj posluša, kaj ne posluša in ni več neke te skupne scene. Ne? Pa tudi razni MTV, tako kot ste omenila, so izgubili svojo kredibilnost. To so bili včasih res kanali, ker si slišal video in šel naprej s tem, raziskovati stvari, če si želel. Ampak zdaj... Dobar računalnik je to zdaj. Ja, jokat za tem je nesmiselno, zaradi tega, ker pač tehnologija šla naprej in enostavno to so preživeti formati. Ne? Kaj je najboljši feeling? Ko dobiš idejo za komad, ko ta komad posnameš ali ko ga odpoješ na koncertu? Oziroma pač odigraš? Kaj je tisti... Ja, meni recimo, ko ga odigram, ker vem, čez kakšen proces sem šel, se pravi, vedel sem, da ga moram narediti, oziroma da ga naredimo, vedeli smo, da ga moramo iti posnet, in potem, ko vse to narediš, je, bom rekel, kot neka čošnica na čorti, češnica na torti, sve uživo ti naredi pol tisto, ker pol mogoče da tudi uživo rečeš, kako je dobro se to sliš, pa mogoče, veš, ker uživo pol res komad, ko ga ti igraš že kakšen let, dve, ne, potem, da si ga posnel, ga že malo že tudi improviziraš, ali to iz glasbenega vidika, ali to iz vokalnega vidika, ampak tam dokažeš, koliko si suveren pa neki določenih zadevah. Ta snemanje tako, bom rekel, moraš biti, še zmeraj mora neka natančnost pa neka koncentracija biti pa nekih določenih stvarih. Tudi, ko se dela, moraš kar razmišljati, da ne bi še rekel, ne, se to bomo tako, ok, bo to že tam tako. Tako da jaz sprostim in zadiham takrat, ko ga lahko na odru odpojem. Pri meni je mogoče mečkan drugač. Ker ko naredim, mislim, teh idej je, rečemo, lahko milijon, ne? Ampak ko se poklopi ena ideja z drugo in vidiš, da bi se iz tega lahko mat naredil in ko začutiš to, potem pa seveda najprej predelam jaz, kako bi to on, kako bo to njemu sedel. In če vidim, da je tle bo kemija, je to res en tak magičen občutek zmagoslavja. Je pa fora o tem, da teh komadov jaz doma preposlušam, preden jih njim pokažem, že milijonkrat, ne? Tako da jaz, kad njim pokažem, za njih je sveže, zame je to že neki pase in da gremo SB, ne? Tako da je tam mogoče malo drugačen proces. Ja, sigurno se. Prosti, pa moram vprašati, kako recimo veš, pri sebi začutiš, da bo njemu sedel komad? Kaj mora imeti? Ja, ne vem, kar nekako po intuiciji, nekako vem, kje je njegov domet, ne? Predvsem, ne zdaj toliko, glasovno, pač akordi in tako naprej, to že približno vem, ampak gre bolj za ta njegov dojem tega feelinga, tega izraznosti, attitude, rečemo, drže. Kaj hoče komad povedati, oziroma kako bo on to povedal. Nekako ga že toliko poznam, mi da sva drugače dost različna si v karakterju. Bi rekla, ja. Zelo različna. Ti veš moje ime, recimo, za začetek. Ja, naprimer, ja. Ampak mava pa eno določeno polje, kjer so pa totalno na isti valovni dolžini in če se tle pojavi komad, je to zmaga. Ja, ne? Grega. Je dober, ne? Te čuti? Potrjujem, ja. Potrjuješ. Ne bom zdaj, ker če bom začel, bomo šli že čez uro. Ne, zdaj zaključila bom pa s tem, kar mi je ekstra simpatično in se je prijelo povsod. Torej, danes je petek, ko to snemamo, in danes je dan za amaterje. Ja. Ja? To ne pomeni, da smo tlele pri tebi pri amaterju, ne? Če bi pa snemali v ponedeljek, bi pa pri profesionalcu. Ja, ker Grega je poimenoval teden, ne? V bistvu vsak dan. In ponedeljek je za profesionalce, tam je všeč torček, norček, sreda seveda, četrtek plavam kot krtek, petek torej za amaterje, sobota, da ne bo pomota in nedelja, kako si mi rekel, liter vina, pa kilo zela. Ja. Oprosti, kako je pa to nastalo, tole poimenovanje? To so pa interne fore med temi mojimi prijatelji iz Waterpola in tako naprej, ki smo ga doskrat kdaj požurali po kakšnih gostilnah in pol tam imamo enega fanta, ki zelo hitro zna kakšne rime narediti. Tako da te čisto resnici povem, ni to ratal njih na mojem muzeljniku. Sicer smo neke določene stvari so bile na tej zgodbi, ampak če ne, pa je bolj on to malo tam pomahal oziroma nekako usmeril me v to zgodbo. Zdaj si mi prav ubil to. Ne, pa se v redu, se jaz prodajam to, se sem jaz podpisal. Ne, ker meni so drugi prodali, da si se ti to spomnil. Vse to je moje, ja. Vse sem se spomnil, ampak
On mi je naložil približno besede, ni on rekel, jaz bom imel pa tako. Okay, Recimo, ponedeljek za profesionalce, to je čista moja. Okay. To smo imeli že dolg nazaj, še z enim prijateljem, take ustne delo seba, tam smo imeli to, v ponedeljek smo se mogli dobiti in v ponedeljek smo šli ven. Takrat, ker so vsi bili tečni in šli v službe, v ponedeljkih smo imeli v ponedeljek naredila tako kot petek, se pravi v patos. Ponedeljek za profesionalce. Petek je tudi moj za amatere, ker v petkih ni bilo zanimivega, vsi so šli ven, zakaj bi mogli biti še jaz med unimi milijoni. Torček, norček je bil tudi naš, ker smo hodili na te vaje, pa je bil torček, norček. No, une tri ostale smo pa mali, so pa še malo drugi pomagali. Tako da dam rekel zadeli, da je vse v... Vi imate plac v Detroitu, ne? Drugače? Da. Ste še zmer tam? Da. Kako je v mestu, kjer je Buco župan? A je dober župan? V redu. V redu. V redu. A bi kdaj kandidiral, da ga menjaš? A je sploh to možno? Smo podžupani tam trije že, tako da Že trije podžupani. Doživljenjsko bom imel to svojo. Ej, moramo še zaključiti z pač tem, da letos praznujete. In da to tudi obeležujete na en poseben način v Cankarjevem domu. Akustika, no, se ne bom rekla, da mi je to najbolj všeč, ne, ker pač vseeno ste elektrika, ne, ampak boste pa zaključili z elektriko vseeno, ne. Ja, to nekako planiramo, da bo se ta 35. obletnica naša valila kar čez celo leto, a ne, začnemo 2. oktobra v Cankarjevem domu z akustičnim koncertom, malo bolj za razširjeno zasedbo, malo več muzike in tako naprej. Okay. In bomo nekako čez leto kombinirali od akustike do elektrike in nas čaka potem še veliko zanimivih stvari v letu 26. Bo tudi še zelo, zelo odmevno. Ko mi čakamo. Mi bomo seveda delali na materialu in najbolj tudi 26, če se ne motim, tudi nekako izdali ploščo. Tako, ja. That's the plan. Tako da tam na plošči bo pa ne bo akustike, bo elektrika. Tako. Ker enim res paše, ampak vi ste pa, elektrika. Od začetka do konca. Ej, hvala vam za obisk. Super sta bila. Skoraj, a ne, Grega? Se opravičujem še enkrat. Ja, vse drugače v redu. Tako da, ne vem, delite tako še naprej. No. Ostanite zvesti sebi, ker zato vas imamo radi. Hvala, od enako. Hvala, enako. In bomo še naprej. Hvala, enako. Hvala, enako. To je Radio 1 podcast.